que tuve despierto, un recuerdo leve, gasto me siento una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en mente suicida, su fuente de energía cautiva mi senso. En lep pozdrav vsem skupaj, Roy Lifestyle ponovno z vami in dobrodošli v 2021, dobrodošli v letu 2021, dobrodošli tukaj. Na začetku januarja smo tle, skupaj smo močnejši in skupaj lahko naredimo več in skupaj lahko si pomagamo in skupaj gremo next level. Jaz se želim vsem vam dobro, tako da preden začnemo, dejte polajkati, pošerati, se naročiti na kanal, tako da ja, začnemo z pozitivo, ja, s pozitivo. In če komu ni prav pozitiva, imate druge youtuberje, v redu? Tako povem za vse one, ki se posmehujete, pa mi je smešno govoriti o lifestylu, pa mi je smešno poslušati zadeve, ki mogoče bi mogli se pogledati, na kaj točki ste v življenju, ne rabi se meni smejati, pač meni vseeno, kar si, ampak glejte, vi že veste sami za vaš zakaj. Glejte, enostavno povem, lifestyle vam definitivno ne bo škodil. Evo, to vam tako je enostavno, ne. Potem pa odločite vaše v življenju, ali boste živeli na tak način, ali pa boste živeli na vaš način. V bistvu to na koncu sploh nema veze, jaz delam to za sebe in ker želim nekomu podati informacijo, ki si zasluži slišati neko dodatno vrednost v življenju. Evo, jaz sem v poslovnem svetu 2 leti not, dodano vrednost, ki sem dobil v poslovnem svetu, torej v marketingu, je to, da sem jaz vedno poslušal, kot sem rekel, se mi zdi tudi v prejšnjem posnetku, sem poslušal vedno uspešne ljudi. In zdaj te vrednosti z veseljem jaz delim tle na YouTubeu, na social media, na Instagramu, na Facebooku in tako dalje, ne. In te istočasno seveda v marketingu jaz pomagam masi, vsem tisti, ki si želijo več nekaj v življenju, ki si želijo spremembo, ki si želijo iti ven iz cone udobja, ne? In pomagam, in pokažem, in podam informacijo in s to informacijo se samo sami potem odločijo posamezniki, a je ta informacija koristna za nadaljnja leta, torej za si ustvariti neko življenje, kot so sami želeli, ali pa ta informacija ni za njih. Spreminjati ljudi se ne da, to je dejstvo, ampak pomagati unim, ki si želijo, tem pa z veseljem pomagam, ne. Tako da ja, danes bi rad se dotaknil zadeve, koliko ste samozavestni. Koliko smo samozavestni. Na katerem levelu smo samozavestni. Simple vprašanje, nič kaj takega. Pač vsak ima svoje zakaj, vsak ima svojo zgodbo. Do katere mere ste samozavestni? Zakaj tako vprašanje? Zato ker meni se je dogajalo še pred 3 leti, preden sem vstopil v poslovni svet, preden sem spoznal nek drug svet v življenju, kot je trenutno, da sem mislil, da sem samozavesten v težkih trenutkih, ko pa kaj pride, je tako, nekaj nepredvidljivega, recimo, ne vem, tragedije, slaba počutja, depresija in vse take stvari, se pozabi vse. Povejte si sami, kolikokrat se vam je zgodilo v življenju, da rečeš, sem samozavesten, pa te nekdo užalja ali pa ti nekdo kaj reče, ker to se pač dogaja vsak dan in tak pač je. In tak pač je, mi tega ne bomo spremenili, mi lahko samo delamo dobro. Kolikokrat se zgodi, da ste hoteli nekomu dobro, pa to pa se konča slabo, pa rečeš, kaj me briga, pa podzavestno še vedno razmišljaš. Kolikokrat se je to zgodilo. In bistvo vsega tega je to, res da, če preboliš 7 milijard, to je zdaj moja teorija in to je zdaj ta moja ideja, ker nikjer nisem slišal nobenega, tako da to je moja, sem prišel tega zaključka, če znaš preboleti 7 milijard nejev, 7 milijard zavrnitev, 7 milijard, torej cel svet, da te zavrne, da te pošlje na drug svet, ampak se najde samo eden, kjer ste bolj, recimo, to je to. In odtle se začne, torej iz koraka, iz prve stopničke se začne. Ker tak pač je svet. Ja, vem, nekomu pač ni prav, da jaz delam lifestyle. Ja, nekomu ni prav. The best. Meni je. To je bistvo vsega. Meni je.
Nekomu pač ni prav, ampak če njemu ni prav zame, mu niti prav za njega v lifeu, ne. Zase mora treba poskrbeti, ne. Tako da, ja, jaz sem se večkrat v življenju mislil, sem samozavesten, pa nisem bil. In tudi kakšenkrat je pametno vnaprej si pomagati in si narediti neko sliko, recimo, kako bi reagiral, delno vsaj, če bi prišlo do tega. Ne? Nekaj si misli, ti pa že sanjariš. Super, če se jutri kaj zgodi, kar jaz nočem niti razmišljati, ne? Pa da nisem pripravljen na to. A mislite, da bo vplivalo na moj mindset? Nekaj bo, ne? Lahko pa tudi dosti, ne? Lahko pa tudi dosti. In lahko cel mindset delan lahko gre v nulo. Ne? Depresija, samomori in tako dalje. Za vse to znebiti ven, treba natrenirati naš podzavestni treba natrenirati. Zdaj, kako se to natrenira? Treba biti močni tle not. Life je dolg in ja, izzivi bojo vedno, problemi bojo vedno, nikoli ne bo the best. A kaj mislite, meni pa gre vse super? Jaz ne poznam the best lifea v nulo, ker nikoli nisem prišel do tam in niti ne moreš priti na vrh. Nikoli ne boš, ker se tako gibljemo mi. Tako se gibljemo, danes smo tako, jutri smo tako, pa tako, pa tako. Nikoli ne moreš priti da bo vse perfektno. Zame perfektnost ne obstaja. Ne obstaja biti perfekten, ne moreš biti perfekten. Preko slej se kiksne v življenju, preko slej priješ iz petke, priješ na štirko, enkrat preko slej se kiksne v življenju. Ne? Pa kaj potem? Yes, tak pač je, okej, tak pač je. Ne? To je velik ključ, ne vem, če smo zadnjič povedali, ampak jaz sem prišel do tega zaključka v tem letu 2021, glede našega podzavestnega uma in glede naše samozavesti, koliko je to res pomembno, za vas, zame, za vse skupaj, če želiš iti next level. Ne, če želiš, to ni, če želiš ali ne želiš, to bi mogel vsak imeti, če bi imel mindset, to bi mogel vsak imeti, vsak si zasluži, zato jaz, ko sem zadnjič omenjal, vsak si zasluži boljši jutri, ja, tak pač je, vsak si zasluži, ne? Mogoče nekdo ni imel možnosti delati na mindsetu, tako kot jaz nisem imel do 18. leta, do 19. Ni vsak imel to priložnost biti zraven, ni vsak imel priložnost do določenih stvareh v življenju. Zato jaz tle delim na YouTubeu, kaj pričakujemo za meno, je nič. Kako nič? Nič ne pričakujem za meno. Nič. Ko pa pride kaj za meno, ker to ne odločam jaz, je tako, ne odločam jaz. To odloča folk, odločate vi. A je zanimiv argument ali pa ni zanimiv argument. That's it, so simple. Za finish, moj topel nasvet za vse, ki želite priti next level z mano, in to vam obljubim na naslednjih 12 mesecih. Jaz sem šel ven iz cone obdobja, pogledajte tle, opala, jaz sem si naredil vse cilje za leto 2021, januar, februar, marc, april, si moram vsak mesec kaj napisati. Punce pa fanti, dajte, ko je stvari slabo v življenju, ni lahka, ampak naš mind lahko dosti naredi, ne? In ko je nekaj slabo, pa nočeš videti slabo, boš videl dobro. Ja, zdaj pa sanjaš, okej? Ja, ti si pa tle filozof, sanjač. Ne, nisem filozof, ne sanjač, ampak nisem pesimist, to je razlika. Nisem pesimist in nočem biti pesimist. Tako kot večina ljudi, ker ja, je pesimist, to treba biti to, pa treba biti realističen, to. Okej, top, jaz ne bom. Pač jaz ne bom. Ne bom, zakaj? Zato, ker ni vredno mojega lifea biti pesimist. Ni vredno. Ni cene za to, je ni. Za biti pesimist, ne. Tako da jaz vedno gledam pozitivno. Pa tudi, ko so stvari slabe. I don't care. Folk ne razume tega, ljudje ne razumejo tega, kako je to možno, kako lahko na tak način razmišljaš. Lejte, jaz vam obljubim, na tak način razmišljanja v naslednjih 12 mesecih
je čisto drug svet. Tako da ja, to je to. Glede te vizualizacije, glede malo vsega, kar smo malo povedali. Jaz vam želim res še enkrat vsem top leto, uspešno, produktivno leto. Verjamem, da če boste vi, ne drugi, če boste vi verjeli, da bo dobro šlo, bo šlo dobro. Če boste verjeli, da bo šlo slabo, bo šlo slabo. Tako da to je ključ, velik ključ za iti naprej v življenju, za iti jutri boljše in pojutrašnjem boljše. In to je to. Jaz vam res želim vse the best, res the best, ma top the best, vsak si zasluži boljši jutri. Roy Lifestyle vas pozdravlja, mi se vidimo v petek ob 21:30 v liveu, kjer je ta challenge sprejeta iz moje strani, torej tako da ja. In let's rock and roll with vodka juice na liveu. Sam da me ne napijete, ker če ne, bo mindset šel po svoje. Tako da, bodite fajn, tako da vidimo se in let's go.